Pozdravljeni, z vami sem Minka. Zadnji video, ki sem ga tukaj pri sebi posnela z gospodom Romanom Vodebom, je kar odmeven. Veste, komentarje, ki jih poslušam, ki mi jih sporočate, nekateri pravijo, ja, nisem ga mogla poslušati, drugi, bravo, končno nekdo, ki govori brez dlake na jeziku. In zdaj, veste, v okviru mojega tečaja, ki ga imamo v ponedeljkih, smo predelovali prav te zadeve. Se pravi, če odreagiraš na nekaj, kaj ti to sporoča. In to zdaj lahko sami preverite. Jaz vam bom dala povezavo do posnetka spodaj, če ga niste pogledali. In če vam je prvi ne moram poslušati, je velika verjetnost, da imate neke konflikte ali z moškim delom sebe, se pravi, da težko sprejmete svojo močno stran, ali z moškimi. In to pomeni, da ne prenesete, moških, ki so brez dlake na jeziku, ker ne prenesete mogoče zarašenih moških, ne prenesete avtoritet mogoče. Se veste, vsi mi živimo v svetu ogledal. In ta svet ogledal nam kaže, prvo, kaj imamo za predelati. Za vsako stvar, na karkoli mi odreagiramo, se prvo stvar moramo vprašati, zakaj jaz to opazim. No, to je najlažje videti pri svojih starših. In veste, če je kakšna taka stvar, ki rečeš, pri moji mami to me pa res moti. Zakaj? Ker je verjetno nek čustveni sprožilec v vas, kar imate za predelati. Ravno tako pri očetu. Se pravi, se vprašate, kaj je vaš oče vedno delal, ali pa mama, ali pa česa nikdar ni delal, ali pa rekel. Recimo, nikdar me niso pohvalili. Mogoče imate vi sami sabo precejšno lekcijo, da sami sebe pohvalite, da sami sebi rečete, da ste lepi, da krasni, da imate talente, da zmorete. Da sama sebi rečeš, wow, lepa sem, sprejemam svoje telo, hvaležna sem vsaki svoji celici, ker dela. Ne vem, monogovor, kako vidite sebe. Ko se pogledate v ogledalo, ali pa ko vidite svojo sliko, ko rečeš, tukaj je malo preveč, tukaj je ena guba, ali si rečeš, dober je, dober se počutam, bravo jaz. Kako komunicirate s sabo? Ker ta prvo ogledalo nam kaže, kaj imamo mi za predelati. To je prva stvar. Drug sistem ogledal je povezan s tem, da nam življenje želi pokazati nasprotje od tega, oziroma tisto, kjer imamo ogromno nakopičene energije. Zdaj vam povem primer. Jaz zase vem, da sem izredno načelna. Načelno pomeni, da v mojem svetu velja, da če daš roko ali pa izrečeš besedo, besedni dogovor je pač dogovor in za tem stojim. Se pravi, jaz sama zdaj sem že prišla do zaključkov, da na prvo žogo sem lahko za določeno stvar močno navdušena in ko rečem, ko dam besedo, bom to tudi speljala. Čeprav naslednji dan mogoče, ko premislim, rečem, to pa ni bila tako pametna zadeva. No, zato sem se naučila v mojem življenju, da ponavadi te odločitve sprejemam naslednji dan, ne na prvo žogo. Da rečem, ok, se bom, na prvo žogo mi je všeč, ampak rabam prespati in če bom zjutraj še vedno tako navdušena, potem je to ja. No, zdaj pa druga zadeva, ker sem pa tako zelo načelna in pričakujem, da se pravi od sebe, da se držim dogovorov, pričakujem enako tudi od drugih. In potem naletiš na enega, ki se ne drži dogovorov, na druga, na petega, na šestega, pa si rečeš, pa kako je to možno? Jaz vem, da nimam tega v sebi, ampak življenje mi ponuja ljudi, ki se ne držijo dogovorov. Zakaj? Zdaj vam pa mogoče lažje razložila, če vam kar rišem. Kaj se zgodi? Tam, kjer imamo neko močno čustvo, kot v mojem primeru načelnost, pomeni, da je močna nakopičena energija ta načelnost. Proti načelnosti vmes tako močno energijsko polje. In ker je tako močno energijsko polje in na en način povezano tudi z obsojanjem ljudi, ki niso načelni, mi kaže življenje prav to. Spusti
spusti sodbo. Ni zanimivo. Se pravi, to je ta drugo gledalo je to in v okviru mojih tečajev gremo bolj poglobljeno v te zadeve, da spuščamo te zadeve. In ta tretji sistem ogledal je pa povezan z, zdaj se pa ne spomnim na pamet, bom pogledala te moje zapiske, ampak v glavnem ta sta prve dva. Se pravi, eno, kar mi življenje želi pokazati, in drugo, tisto, do česar imam močno energijsko polje, obsojanja, sodbe, imam močno stališče in potem mi seveda življenje želi pokazati, spusti, v redu je, če spustiš, in tudi v redu je, da nehaš obsojati pri drugih vse to. In jaz zdaj vem, da sem določene stvari rabila spustiti, tudi te vzorce spuščamo z zdravilno molitvijo dekodiranja in dejansko je potem res veliko lažje. No? In glede na to, da se tukaj pogovarjamo o vzorcih, se pogovarjamo o tem, kako v življenje priklicati vse dobro. Glejte, če mi želimo priklicati vse dobro, v Svetem pismu je en stavek. In ta stavek je, verjetno tisti, ki ste prebrali Sveto pismo ali pa ki hodite v cerkev, veste, da obstaja stavek. Prosite in vam bo dano, trkajte in vam bo odprto. Pa še nekaj, v glavnem v tem smeri, trkaj in se ti bo odprlo. Ampak prvotni stavek v Svetem pismu pa je: bodite obkroženi s svojim odgovorom, tako kot ga bi že sprejeli. Bodi obkrožen s tem, jaz bom probala najti to, v knjigi, ko imajo duše žur, sem pisala o tem, bodi obkrožen s svojim odgovorom. In ta biti obkrožen s svojim odgovorom pomeni, da ti to, kar želiš, čutiš že danes, kot da je tukaj. Če ne moreš imeti otrok, kot da je ta otrok že tukaj. Vem, da je težko. Če nimaš denarja, kot da je ta denar za plačati položnice že tukaj. Kako zdaj občuti to, kar še ni in si ti želiš? Dejansko na ta način, da začneš igrati, ja, igro življenja. Igrati. Zdajle tukaj na Primorskem, pa se verjamem, da tudi drugje v Sloveniji, se že občuti pomlad. In to pomeni biti obkrožen s to energijo pomladi, preden je tukaj. Tudi če je še mraz, pomeni za vsi vemo, pomlad prihaja. Pomlad, dvakrat se v krogu obrnemo, pomlad bo tukaj. Biti obkrožen s svojim odgovorem pomeni videti to, kar veš, da prihaja z notranjim očesom. No, zdaj pa, kako to narediti? Moč misli. Včeraj sem razlagala hčerki in sem govorila o tem, da kako pomembno je, da ko pride negativna misel, jaz nisem dovolj, jaz sem to, da vzameš tako kot loparček za muhe pobijati, enostavno jo udariš, ne rečeš, tega jaz ne rabim. Stran s to mislijo. To pomeni, da vsaka negativna misel je ravno tako, ustvarja, vsaka misel je frekvenca. Vse, kar mi razmišljamo, ustvarjamo. In več, ko dajemo čustvene nabitosti noter, bolj hitro se nam to ustvarja v našem življenju. Zato je tako pomembno, da vse dvome, vse tisto, vse ne vem, če to zame obstaja. Mogoče si želim preveč, da enostavno uničiš te misli in začneš potrjevati samo dobre stvari. Verjamem v to, da meni pripada sreča. Verjamem v to, čakajte, bom probala najti karte prehodu novo dobo, ki jih imam. In zdaj, če pogledamo katerokoli sporočilo s kart prehodu novo dobo, pa če pogledamo knjižica, kjerkoli se mi odpre. Zvok me očiščuje, zvok mi odstranjuje blokade. Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgoljenjem ptic, bučanjem valov, žvižganjem burje, z dihanjem morja. Sebi dovoljujem, da sem usklajena z zvokom narave, narava čisti mojega duha in moje telo. Voda prečisti me.
sprejemam svoje odločitve. Vedno delam to, kar je prav. Zavedam se, da imam v sebi moč. Karkoli boste sami sebi rekli pozitivnega, vedno se bo, pač to je vaša frekvenca. Zdaj naslednje vprašanje je, kako sebe spraviti na to frekvenco, da oddajamo vedno dobre vibracije, ker te dobre vibracije bojo v naš življenje pritegnile ljudi, dogodke, situacije, ki nas bojo podprle pri tem, kar mi želimo. Vam povem en primer, ta zadnji. Jaz imam pač tukaj ene stvari, vse veste, da vedno, če imaš nekaj, imam nekaj za zrihtati. No, in te ene stvari za zrihtati, že dalj časa razmišljati. Nekoga rabim, ki bo tole zrihtal, nekoga rabim. In prejšnji dan, pa da gremo v gradbeno trgovino, greva s hčerko in dejansko nekdo, ki je ravno tako kupoval stvari, reče, začnemo se pogovarjati, rekel, jaz delam določene stvari, to je to. In čutam, da je to ta pravi človek. In danes je pri meni v glasu in prvo stvar začne govoriti o naključjih, o energijah. Kako pomembno je izčistiti energije. A se reka, ta je že naš, ta je ta prav. Vse je na ključ. Veste, na ključ je pomeni, na ključ je. In ta na ključ je pomeni, da je usklajeno z našo vibracijo. Da tisto, kar naša vibracija oddaja, to dobivamo. In bolj kot smo usklajeni z energijo pomanjkanja, sigurno bomo občutili pomanjkanje zdravja, denarja, lepih odnosov. In bolj kot verjamemo v to, da nam pripada obilje zdravja, lepih odnosov, obilje ljubezni, to pomeni, bolj smo naravnani na to frekvenco. Seveda, glejte, pri ljubezni, če gledamo, kako oddajati obilje ljubezni, če si v ranjenem partnerskem odnosu, ali pa če se je ravno kar zaključil tvoj partnerski odnos, ali pa tako kot zadnjič na enem predavanju je bila gospa in videla sem, da je ranjena v spodnji del svojega telesa, se pravi, maščoba se ji nabira pod popkom in na koncu stopi do mene, sem rekla, glejte, gospa, nisem želela predvsem, ampak vi ste ranjena v spolno čakro. Tistem dobi polne oči solz, je rekla, ravno kar sva se ločila, moj mož ima rajš moške. Kakšna zloraba, ne kot ženska, kakšna, je rekla, sej ne vem, a imam več za odpustiti njemu, a več sebi, sem rekla sebi. Zato, ker ste vedela. Zato, ker zdaj morate najprej sebi odpustiti, da ste dovoljevala. Da ste kljub temu, da ste vedela, vztrajala. Ker ste se bala, ne vem, sodbe, mnenja ljudi, samote, ker boljše je biti na trdem, kot pa narediti korak v neznano. Boljše je nositi premehne čevlje, kot pa riskirati pa nekaj časa hoditi bos. In, veste, velikokrat se zatakne pri tem, da sebi ne moramo odpustiti. Zdaj pa dajmo pogledati majčkeno prav partnerske odnose. Ker pogledajte, 2 karte sta prišle ven. Zdravljenje, čas je za zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. In čas je za vibracijo obilja. In vibracija obilja je nekaj, kar sploh ni toliko povezan s tem, koliko imam. Res da je verjetno lažje občutiti, koliko imam, ko imaš nekaj, a veste. Ampak vibracija obilja je povezana s tem, da ko dež pada, rečeš, wow, obilje kapljic. Da se zaveš, kako je obilje zraka. Pomislim, obilje zraka pomeni, da ti je zagotovljen dih in naslednji dih in naslednji dih, za celo življenje imaš dovolj kisika za dihati. Da to noben ne pomisle. Obilje je čisto nekaj drugega kot pa samo denar. Obilje, naravnan na vibracijo obilja, pomeni, da smo hvaležni za kozarec vode, ki ga popijemo. Da smo hvaležni za tisto, danes v trgovini sem bila, simpatično trgovko, ki
ki bi bila lahko naravnana na pomanjkanje, ker kaj ona posluša? Bip, 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 bip. In da je zmožna se hecati in se je takoj iz srca nasmejala, ker sem iskala kartico trgovine in se jo držala v rokah. In ona se je takoj iz srca nasmejala in sem rekla, wow, kakšna faca. Ona šprica dobro voljo, zato ker jo ima. In če je ne bi imela, bi bila bip, bip, bip in bi imela tako glavo. Veste? In vsak od nas lahko šprica dobro voljo za vse ljudi okrog sebe. No in zdaj poglejmo partnerske odnose. Ko se zgodi to, da poti gredo narazen. Zdaj, v kratkem bom objavila, sem snemala klepet z gospodično Ninko Slapnik. Ona pa organizira srečanja za samske in mi jo organizirava v februarju. Bova naredila krasen seminar za vse tiste, ki ste samski in želite čustveno prtljago od prejšnje veze spucati, ali pa vsi tisti, ki ste v vezi, odprto je za vse, da se razumemo, in si želite čiščenja čustvene prtljage. Ker kaj je naša čustvena prtljaga? Mi jo prinesemo od doma, od očeta in od mame. Prvi odnos, ki ga gledamo, je odnos naših staršev. In potem nekaj seveda kot duša, vzorce naše duše, ker tako si duša izbere svoje starše, pridemo v odnos z nekom in razpakiramo. In potem seveda vsak deluje po svojih vzorcih. In zdaj dobro, čist preprosto je pogledati, kakšne vzorce imate. Poglejte svoje starše. Oče, mogoče, ki je bil jezen, ki je potlačil vsa svoja čustva. Polovica vas je očetove energije. Polovica mamine. Mogoče mama žrtev igrala. Lahko je bila pa glih kontra. Pa je bila mama tista, ki nosila hlače, pa je bila v moški energiji. In se mogoče vi bojite biti v ženski energiji, zato ker biti ženska preveč boli. Je bolj varno biti trdni moški energiji. Bom jaz služila denar, pa bom pokazala tem descem, kar jim gre. Ne vem, kaj vi predelujete. Vsak od nas pač ima neko prtljago, ga ni človeka. In potem, ko pridemo v odnos, razpakiramo in včasih je tam noter marsikaj taga, ki bi bilo že zdavnaj za stran in začne to zaplesneti, pa zaudarjati. In potem pride čas čiščenja. Kaj narediti? Glejte, prva stvar, kar pač govorim iz svojih izkušenj, je sigurno to, partnerju je treba odpustiti za čisto vse besede, odločitve. Partnerju je treba odpustiti za čisto vse, kar nas je ranilo. Pa ne bo to pred drugimi in še bolj intimno. Tisto za 4 stenami spalnice, ki je mogoče tako sramotno, da nihče ne ve. Treba je odpustiti. Zato, ker šele takrat, ko odpustimo, se razbremeni naša energija. In potem, ko partnerju odpustimo, to je povezano s spolno čakro, potem gremo pogledati, kakšne vzorce imamo po očetovi strani, potem pa po mamini strani, da svoje prečistimo. In seveda je možno, da zakrpata svoj partnerski odnos in da potegneta skupaj, če pa ne, lejte, če je to na manj duše, je pa tudi možno, da sta prišla v tem življenju skupaj, da bosta en drugemu odpustila. Zato, ker preigravata energije enega drugega življenja, kjer sta se spotaknila na prav enaki energiji oziroma stopnički. Pač tako gre življenje. Tako gre življenje. In to pomeni, ker tako gre življenje, ker nas uči, ki nas pelje iz lekcije v lekcijo, kaže nam, kje moramo narediti korak naprej. Zdaj jaz razmišljam, kaže nam, kje moramo narediti korak naprej. Preko telesnih bolečin, še bolj pa preko odnosov. Lep partnerski odnos ne bi bil, pa to je lahko službeni, lahko je to v družini, lahko je intimni. Tako kot dobro smučanje. Veste, kako izgleda dobro smučanje? To pomeni, na vrhu hriba sta pač hkrati štartamo.
in vsak vijuga po svoje in na koncu se dobimo skupaj in rečemo, wow, je bilo dobro. Tako naj bi bilo. Ne vozimo en drugemu po smučkah, ni da en drugega preganjamo, daj zgan se, ti prepočasno smučaš za mene. Ampak enostavno uživamo v smuki. Tako jaz vidim lep partnerski odnos. Ne da en drugemu hodimo po glavi ali pa se kontroliramo, ampak dejansko lep partnerski odnos vidim kot dobro smuko. Ja, ali pa kot dober ples. Recimo, dva, ki se ujameta pri plesu, vemo, da v plesu se dopolnjuješ in je veliko boljš plesati v paru, kot pa samo, zato ker je čist druga energija, druga dinamika. In zdaj nekdo, ki vam ves čas hodi po prstih, ki enostavno ne usvoji nobenih korakov, verjetno ni zabavno plesati s takim človekom. Nekaj časa se trudiš, ampak če ne gre, se lahko tudi zahvališ in rečeš hvala za ples. Ali pa recimo tako, kot je en gospod rekel, da partnerski odnos je tako kot teniška igra. In če ti nekdo neprestano zabija žogice, brez slabe vesti lahko rečeš, jaz s tabo tenisa ne igram več. Lahko se pa pogovoriš. Zato, ker dobra igra pomeni pretakanje, kroženje. Dober partnerski odnos pomeni, da vsak v tem odnosu pridobi in se energije pretakajo. No in o tem bom zdaj tudi več govorila, tudi v naslednjih videih, zaradi tega, ker na koncu koncev, prvo, kako zgraditi lep partnerski odnos sam s sabo, in drugo, kako graditi lepe partnerske odnose z drugimi. Seveda, tukaj se pomembno pogovoriti sam s sabo in opaziti, kje imamo mi svoje šibkosti. Zakaj o tem govorim? Ker vemo, ko imamo svoje šibkosti. Jaz vem, kje imam šibkosti. Moja šibkost je sigurno ta. Prvo žogo sem lahko preveč navdušena, pa potem malo premislim pa rečem, wow, ni pametna odločitev. Se pravi, rabim imeti čas za premislek. To je ena moja stvar in mogoče imate vi tudi kaj podobnega. Recimo, druga stvar, vem, da težko, ne znam ljudi zabijati. In včasih tudi ne znam postaviti meje takoj. Zaradi tega rabim določene stvari premisliti, kako se počutim v določenem odnosu. Verjetno to izvira še iz otroštva, kjer sem bila tako močno programirana na to, da moram potlačiti svoja čustva in da moram samo ugajati, zato da bom sprejeta. Glejte, mi smo bili 4 otroci v 5 letih. Jaz sem prva deklica, se pravi brat, pol sem jaz, pol je brat čez 1 leto pa pol in potem še sestra. Se pravi v 5 letih 4 otroci. In normalno, kakor sem lahko, sem že pomagala. In takrat, ko sem jaz bila, ne vem, stara 1 leto, ali pa mogoče še manj, sem bila par mesecev stara, moj brat se je učil hoditi. To pomeni, da dejansko je bil prioriteta on in potem, ko sem jaz že shodila, je bil že drug dojenček. In normalno, da sem tam nekje zvisela in se potem samo trudila ugajati. Dajmo še to pogledati. Prvi otrok prvi otrok predeluje najbolj energije očeta. Drugi otrok predeluje energije mame. Tretji otrok predeluje energije družinskega debla. No, če ste 4. otrok, to zdaj do tega sem jaz prišla do zaključka, spet energija očeta, 5. mame, 6. družinsko deblo, po obeh stranih. In zdaj, če to razumete, pomeni, vi kot duša ste vedeli, kam prihajate. Vi kot duša ste vedeli, da boste dobili določene lekcije, ki jih boste predelali. Vem, da življenje zna biti včasih zelo težko in lahko se zgodi, da padate na enaki stopnički, kjer ste že padli. In če predelujete recimo odvisnosti, kot je alkohol, pridejo težki časi, rešitev je alkohol. Izbežite v omamo. Pomeni, da vam šepa korenska čakra. Ne stojite dobro. Pa kako boste vi zdaj počistili to korensko čakro? Najbolj preprosti je, greš pogledati očeta.
Aha, ata je tak, pa tak, pa tak, pa tega ni, se to imaš ti. No, da ne boste diplomirali, vzemite roko knjigo, ko imajo čakre žur, delajte točno potem korenska čakra in boste počistili vse od prve stvari do zadnje, kar se tiče korenske čakre. Potem je spolna čakra, ki je na nek način povezana z energijo mame, kako je gledala na spolnost, še bolj pa z vašimi spolnimi partnerji. Tukaj govorim za ženske. Ženske, vaša energija je maternica. Tukaj je center vaše kreacije. In moški po eni strani, preko spolnega odnosa, se priklopi na to energijo, jo posrka vase in vam jo vrača preko ljubezni. Po drugi strani pa, ker vemo, da moški ima izliv v nožnico, on daje tudi energijo, pač to zemeljsko energijo ženski. In takrat, ko ženska tega nima, se pravi, ko ni v ravnovesju ali pa da je bila zlorabljena strani očeta ali pa moške figure v svojem življenju, kaj se zgodi? Lahko tako govorim, kar gre. Zjeban program, kar se tiče spolnosti. Zjeban program do moških, do denarja, do preživetja, do zdravja fizičnega, kosti, kri, mišice. Zjeban program tega, kako upaš se postaviti v svetu, koliko upaš zaračunati, koliko upaš narediti za sebe za fizično preživetje. Zdaj pa tukaj še ni konc. Od tukaj naprej, pa kar gre energijo v glavo, nespečnost, nemir in psihične motnje. Pa se človek vpraša, zakaj že? Glejte, mi rabimo veliko več vedeti o psihi. Psiha je grško ime za dušo. Se pravi, duša se je odločila, da bo predelala določene lekcije. In če se vi vrtite v začaranem krogu, če res ne veste, kaj boste še naredili, kaj bi bilo treba narediti, ja, delam tudi svetovanja, ali pa vzemite knjigo v roke, ko imajo čakre žur, začnite čistiti. Ali pa ko imajo duše žur, začnite čistiti vzorce zlorabljene ženske. To je zlorabljena ženska, tukaj je sindrom Marije Magdalene. Ali pa vzemite v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, ker tukaj not sem pisala pač odraščanje, obranjeni mami, odraščanje obranjenem očetu in vemo, da so vsi ranjeni in kako te programe počistiti. Tako da ja, vem, da je bolj enostavno kaj dobrega skuhati ali pa kaj dobrega pojesti, pa kam iti, ampak vsak od nas enkrat pride do točke, ko more odložiti svojo prtljago. In če čutite, da vas vaša duša kliče potem, da odložite kakšno svojo prtljago, mogoče bi bil res čas, da začnete nekaj delati v tej smeri. No, pa da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča. Za tole dušico, ki gleda tale video do konca, kaj je tisto sporočilo, ki je zate res pomembno ta trenutek. Ustvarjalna energija, čas je, da se začneš zavedati, da imaš v sebi dovolj, vse je povezano s korensko čakro, dovolj idej, dovolj sredstev, dovolj vsega, da lahko zasiješ. Prav idej, da imaš vse, da imaš to. Vem, pa ti reče glas, ne, nimam, to ti je nekdo vsilil, imaš to. Imaš to v sebi, lahko narediš korake naprej, imaš tiste ideje, nehaj naprej reči, ne, to je brez veze. Duša ti nosi ideje, duša ti nosi nove začetke, ljubezen, duša ti nosi vse tisto, kar si ti želiš. Denar, ljubezen, življenjsko energijo, pač dejansko duša ti nosi vse to, kar ti potrebuješ. Spusti strah. Spusti strah. Ful lepa energija prehaja. Jaz čutim, da se začenja neko novo obdobje, prav čutim tako, začenja se neko novo obdobje, ki je res povezano z novimi začetki. Ne se bati novih začetkov. Ja, zunaj en ptiček poje in je tako, ja, pomlad. Glejte, nisi več izobčenec. Čas je, da odpreš vrata, da greš naprej.
Nisi več tista mehna punčka, mehen fantek, ki se boji. Glejte, kaj je zanimivo, poglejte slikco. Punčka in fantek. Tisto, kar sem vam povedala v otroštvu, bedarije, ne rabite tega. Čas je, da začnete uživati v življenju in pa šla je karta. Preporod, notranji preporod in uživati v življenju. Pač življenje nam nudi vse, res vse. Zaupajte, tako ste podprti in tudi verjamem, jaz upam, da slišite tega ptička, zunaj, ko tole snemam, je čudovit sončni zahod, čudovit je. Wow, tako kot takrat, ko Miklavž piškote peče. Pač tako, wow, pravlično lepo je zunaj. In verjamemo to, da res Bog nam je dal vse to z namenom, da se bomo spomnili, da začnemo slišati vodstvo svoje duše. Verjamemo to, da je življenje res ena velika šola za našo dušo in da mnogo stvari ni tako strašno resnih, kot mogoče mislimo, da so. Mogoče je res prav, da se naučimo igrati igro življenja in vse vzamemo mehen bolj lahkotno. Tako da uživajte, želim vam lep dan, lep večer, v glavnem in v vsakem primeru, ko imam novo idejo, postavim nov video in smo na liniji. Uživajte!